Najprej lep pozdrav z naše strani. Lepo si videti tolikšno število, tako vedno reče uradni vsi, ne. Je pa tako, ne, mi smo 4 v bendu, smo pa tudi 3, to pa zaradi tega, ker naš Buda danes laufa po celi Sloveniji, ne, zaradi intervjujev in tega, ne, in pa je še celo ribe šel loviti. Tako da smo... No, skratka, imamo eno tako druženje, ne, in zdaj tak, ne, blaga debata, bi bili spode ali na odru, pa so rekli, ne gremo na odru, ne, da se boljše vidimo. Tako da, ko bodo kakšno vprašanje, kar pogumno, ne, danes smo z vami tudi tako, kot v eni dnevni sobi, ne, kakšen Big Brother scena, oziroma, ne. Ok. No, tematika današnjega včera je, da malo v bistvu predstavimo, kako v zadnjem letu izgleda življenje Elvis Jackson. In sicer rodil se nam en otrok na petek 13. ki bo samo z imenom Against the Gravity. Ne? In tu je ena zgodba za tem, ki jo bomo danes predstavljali. Ne? In tu se je enostavno začela zgodba za navija sproti, tu ni bilo nič planirano, ni bilo rečeno, mi bomo igrali to, mi bomo igrali ono, enostavno se je vse dogajalo sproti. Ne? In tako je nastajal, v dobrem pol letu je nastal cel material za Against the Gravity ploščo, kar je bilo zelo malo. Dansko band je delal 3-4 dni v tednu, po 5-6 ur v prostoru za vaje. Skratka, cel čas, vse podvajanja so šli v tej smeri. Na srečo smo imeli to povezavo z Bill Goldom z prejšnjih vez in to, tudi Buda je delal že z njim projekte. V bistvu se pravi slovenskem mediju, nikoli ni to zanimalo, kaj se dogaja z Elvis Jackson. Zakaj že ne vem. Skratka, ena velika zgodba je v bistvu to. In tako se je začelo razvijati. Posneli smo ploščo, tako začeli smo v Sloveniji, z njim Bill je prišel v Slovenijo, je poštimo band, še je rekel, da bi se tu rekel, da je fajn delati z Elvis Jackson. In potem smo šli material pozmiksati, skupaj spraviti v Združene države, zaradi tega, ker je bilo dosti bolj ugodne, kot pa če bi kakor drugače delali. In tam ima drugačno mentaliteto in to. In v bistvu priznani ljudje tam stane isto kot pri nas dobri ljudje. Tako da v bistvu rečeš, da skiraš 1000 evrov za letalske karte, pa 500 za življenje tam, pa narediš boljše, pa plačaš isto kot bi pri nas plačal za prečne. Veš kaj je zanimivo? Ideja je bila riba in rodilo se je na 13. marca, mislim, na moj rojstni dan, in to je znamenje ribe. Ne? In prvi single je bil This Time, za številko 7, drugi je bil Not Here to Pray, številko 6, to še šteješ 13. In 13 skladb je na plati. To je bil pa, kaj že je, petek 13, ne? Petek 13, ja. Kak je zdaj s tem petkom 13, srečen dan? Za nas je srečen, ne? Pesmi ne bom pisal, bom pa bobno, ne, to veš je problem, če poznaš nič to, če poznate tisti vic, kaj je zadnja stvar, ki se v bendu zgodi? Ne bi vedela. Da bobno reče, gremo en moj komad. Bobnari so bolj najbolj tepci, ne, in bolj takih stvari ne izjavlja, in če pa izjave, pa že ono čudeš, bobnar kao, ne, bobnar ni glasbenik, bobnar se druži z glasbeniki. Fani so tu v Sloveniji, tu smo začeli in tu smo tudi dosti naredili. Ne. Je pa res, da je tujina nas
včasih rečeš bolj pozna kot Slovenija, ne? Ker v Sloveniji tako srečaš nekoga na ulici, ga vprašaš, da je Elvis Jackson. Da. Ne, se dogaja, res, da gremo na petrol tankat, pa vprašam. Ja, Elvis pa Jackson, ne? Ja, se to je to, ne. Ampak ja, stvar je samo v odločitvi, ne. Jaz sem si želel, se pravim, ne, to, da jaz sem si vedno želel v Ameriki. Zgodilo se mi z Elvis Jackson, vedno sem si želel srečevati znane ljudi, kot so recimo tuji bendi, ne. In začelo se to resničevati, pomeni, da nekaj mora biti okej.